ženina na dan poroke z Matejnim videzom presenetili, se Igor tokratnih priprav na žurnalovo sanjsko poroko v Postojnski jami ni udeležil. Z Matejo smo se najprej odpravili v frizerski salon Mič Styling, kjer so nam zaupali, da so za popolno poročno pričesko najbolj pomembni zdravi in sijoči lasje. Matejina pričeska bo rahlo valovita, s poudarjenim volumnom in perlicami ali rožicami na spetem delu zadaj, kar bo sproščenost in lahkotnost pričeske še dodatno poudarilo. Mateja je šla v pravo smer, v bistvu s trendi tudi, odločila se je zelo za nežno. Pozorila me na samo vlago v Postojnski jami, ki je kar velik problem. Jaz sem priporočil, da bo dala še dodatne naravne lase, s tem bo povečala trajnost frizure in pa gostoto in pa dolžino. Drugače sva na pol uspela, tako da ne bo imela s prednjim delom problemov, da bi karkoli motil. Tudi na poroki dosti priporočam, da je obraz odprt, da niso lasje, da ne visijo. Ker je poskusno ličenje več kot zaželeno, se je Mateja zaupala spretnim rokam Tine Fabijan, vodje umetnikov ličenja Max Factor. Pri Mateji so se odločili za ta lep poročni make-up. V bistvu smo šli malo v take kanček zlatkaste oziroma take sijoče bež tone s kombinacijo z rjavimi senčilami, ravno zaradi tega, ker paše njeno barvo oči, pa plus to, da senčke spadajo bolj naravne, v bistvu te barve spadajo bolj naravne na fotografijah, samo poudarja naravne v bistvu barvo oči in samo v bistvu globino učk. Tina poudarja, da mora biti poročno ličenje sveže, polcijoča, prehod pudra na kožo pa ne sme biti opazen. V glavnem, treba biti pozoren. Prva stvar, da make-up zdrži. To je osnovna stvar, pa seveda, da je tudi lep zraven, da punci pač paše na obraz, ampak v tej smo dali tako na učke spodaj eno bogato plast korektorja. To se lahko tudi, če se kakšna odloči, ne veste, da se bo sama naličila, si da na predel premične veke, debelo plast korektorja in počen tekoči puder in vse ostale zadeve. Uporabila sem umetne čopke, poleg njenih že dolgih trepalnic, ampak smo samo malo zgostile, tako da mičkeno bolj tak romantičen pogled izgleda. Uporabila sem čopke na mesto celih trepalnic ravno zaradi tega, da v primeru solzic, če se karkoli, seveda solzice sreče zgodijo, da ne padejo čopki dol, pa tudi recimo v primeru, če bi dala celo trepalnico gor, bi bile prevelike trepalnice, pa tudi ta se lahko odlepi in se celo odlepi dol in ni v redu. Zato vedno umetni čopki, ki se jih potem lepo zakamuflira z vodoodporno maskaro in seveda vodoodporen liner. Za šminko smo imeli malo težav, da smo zbrali ta pravo, ampak smo jo, tako da tako v bistvu mesnata barva usnic naravno podarjena in to je to. In jaz priporočam že, kar se tiče šmink, ne pa punce pozorne, da jaz lih ne priporočam glosa za poroko, če si kakšna želi, ja. Priprave smo zaključili z izbiro cvetja v cvetličarni Emporija, kjer je Mateja izbrala takšno poročno cvetje, ki bo poudarilo eleganco obleke in obred povezalo v celoto. Cvetje na poroki bo v bistvu klasično elegantna zadeva, glede na to, da je tip neveste takšen, v bistvu, in da je tudi poročno obleko zbrala klasično elegantno. Tako da se mi zdi, da glede tudi na njen ten kože in tako naprej smo zbrali vrsto cvetja oziroma barvo, ker vrtnica je želela sama imeti, tako da smo zbrali samo odtenk pa tip šopkov oziroma ostalih izdelkov, kako so bojo pripravljale zadeve. Skladno s poročnim šopkom je bodoča nevesta izbrala tudi cvetje za priče, šopke za mame in naprsno cvetje za ženina, moški priči in očeta. Čisto individualno. Ni nekih trendov, ni nekih posebnosti, niti ne pri barvah, niti ne pri izbiri obliki šopka. S tem, da večinoma v bistvu gre za klasično elegantno obliko okroglo šopka. Zdaj, eni malo bolj strnjene, eni malo bolj rahle, razgibane, ampak to je nekak zadeva oziroma oblika, ki najbolj prevladuje, drugače pa čisto individualno glede na tip človeka, se pravi same stranke. Vas zanima, kakšni bodo namizni aranžmaji, kako bo okrašen jamski vlakec in s čim bodo svatje posipali mladoporočenca? Potem septembra ne zamudite žurnalove poroke v Postojnski jami.